Občina Slovenska Bistrica, Javni zavod za šport in Športna zveza so po 2 letih premora v Viteški dvorani gradu pripravili sprejem za odlične bistriške športnike, ki so v prvi polovici leta dosegli izjemne rezultate na domačem in mednarodnem prizorišču. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je slavnostno nagovoril športnike, ki so prišli iz vseh tekmovalnih športov. Za Studio Bistrica pa je povedal: To srečanje danes tudi govori ravno o tem, da Slovenska Bistrica je mesto športa. To dokazujejo številni kazalci, ki o tem govorijo. Najprej so tu vsekakor športniki za svojimi izjemnimi rezultati. Ne bi si upal niti naštevati, ker lahko koga izpustim pa naredim krivico, ampak res so dobri. Letos so nas številni veliko krat presenetili. Jim gre iskrena čestitka. Ne nazadnje iz teh naših športnikov so zrasli tudi športniki svetovnega formata, če samo spomnimo nekatere, Trajkovič, Prepelič, potem so tu odbojkaši, pa verjetno bi še lahko naštevala. Skratka, tako rekoč na vseh področjih, od alpinistov, športnega plezanja do nogometa, druga liga, atletika. To je izjemna širina. In to govori najprej o tem, po drugi strani seveda ni uspešnih športnikov brez športnih delavcev, brez trenerjev, ki tudi žrtvujejo veliko časa za to. Tudi njim gre seveda tudi priznanje. Kaže se to tudi v organizaciji pomembnih športnih dogodkov tudi pri nas v Slovenski Bistrici. In nenazadnje je tu seveda tudi infrastruktura, ki pač s tem našim športnim centrom mislim, da zagotavlja te osnovne pogoje, pa še mogoče nekaj več, da lahko teh športnika imamo. Zdaj na tej infrastrukturi tudi konstantno gradimo. V tem trenutku se tako rekoč skoraj najbolj pomembne investicije izvajajo ravno na tem področju. Se je tako pač pokrilo. Končuje se obnova športne dvorane, ki v bistvu pomeni tako rekoč novo športno dvorano, ker je v celoti prenovljena in dograjena, ker ni bilo mogoče ob tej športni dvorani dograditi tistega potrebnega dela za torej za športno plezanje. Je prišlo do izgradnje plezalnega centra, ta gradnja se tudi pričela. In v nadaljevanju seveda še nadaljnje urejanje športnega parka tudi z obnovo igrišč za nogomet in še vse ostalo. Pa še to je treba poudariti, da verjetno teh investicij tudi ne bi bilo, če ne bi mi uspeli iz državnega nivoja pridobiti res dodatna sredstva. Ampak vseeno, snova tega so pa seveda športniki, in zato jim gre res iskrena čestitka. Mislim pa, da so s svojim delom, s svojim treningom, z vsem tem tudi vzgled lahko številnim mladim. Jaz veliko krat rečem, da je tudi to priložnost, da na nek način preklopijo mladi iz digitalnega v analogen način življenja, torej iz tega, da odmaknejo to elektronsko navlako in grejo res v gibanje, v tisto, kar je tudi potrebno, in tudi zaradi tega treba to posebej poudariti. Vrhunske športnike Sredozemlja od nedelje 25. junija do 5. julija čakajo igre Sredozemlja. Bistričani imajo kar bogato tradicijo nastopa na igrah. Na letošnjih v Uranu v Alžiriji bosta v barvah slovenskega in bistriškega športa nastopila judoista David Štarkel in Vito Dragič. Štarkel bo tekmoval v kategoriji do 60 kg. Te sredozemske igre so en glavnih ciljev letos. Bomo videli, gremo borbo po borbo. Jaz upam, da se ponovi prejšnje Tarragona, kjer sem vzel medaljo. Bomo pa videli, kaj bo. Večkratni bistriški športnik leta Vito Dragič pa bo na svojih drugih igrah poizkušal priti na zmagovalni oder, in to v najtežji kategoriji. V bistvu zdaj smo z Davidom prišla iz priprav iz Poreča, ker smo tako v bistvu tudi stestirali nekaj tekmecev, ki nas tam čakajo. S trenerjem Gregom Brodom smo tudi naredili dobre taktike za naprej, tako da definitivno grem po najboljši možen rezultat. Že na zadnjih mediteranskih igrah sem bil kar blizu v bistvu medalje, lahko bi celo zmagal, tako da hočem to popraviti od zadnjih, pa gremo, da prinesemo Bistrici medaljo.